Pred 30 leti so slovenski veslaški mojstri Iztok Čop in Denis Žvegelj ter člani četverca brez krmarja v Barceloni osvojili prvi olimpijski medalji za samostojno Slovenijo. Na Bledu so v teh dneh obudili spomine na ta zgodovinska dneva za slovenski šport. Spomini so zmeraj lepi za nazaj, no. Saj slabe stvari pozabiš, tudi tisto, kar se je slabega dogajalo okoli oziroma slabega problemov, kar je bilo, to smo pozabili, tako da zdaj z distance gledati je pa fajn. No. Tako da jaz sem tudi vesel, tako kot vsi, da smo se res, da imamo razlog, da smo se spet skupaj najdeli po verjetno kar več kot 10 letih. No. Tako da lepo, no, pa nazaj spominjati je pa vesel, no. Predvsem sem vesel, da ne samo Barcelona, ampak cela kariera, da je bila predvsej bolj uspešna, kot sem na začetku sploh upal, ko sem se športa lotil, da bi lahko karkoli dosegel tega. Njegov tovariš v čolnu Denis Žvegelj je sicer nastopil še na enih olimpijskih igrah, potem pa se je odločil za druge izzive. Glede na to, ker je to olimpijske igre, prve olimpijske igre za Naja, tudi to so bil poseben trenutek, mislim poseben čas, tudi v zgodovini Slovenije pravzaprav, v zgodovini športa slovenskega, ki smo se kot nova država. Tako da je bilo to, ta uspeh je to preko premamil mislijo, a je bilo možno še več prijeti. Tako da je ta medalja bila neke vrste zadovoljstvo brez obžalovanja. Četvercu brez krmarja so pred 30 leti veslali Sadik Mujkić, Milan Janša, Sašo Mirjanič in Jani Klemenčič. Simbolno so na srečanju priveslali iz veslaškega centra, namesto že pokojnega Saša Mirjaniča pa je veslal njegov sin Uroš. Življenje po medalji se, kot je povedal Milan Janša, tisti, ki je imel med četverico največ izkušenj, ni prav nič spremenilo. Trenirali dalje, pa želeli, da še kakšno dobimo. Samo ker smo to za zelo malo dobili, za 14 stotink smo zgleda plačali davek, ker smo pol 2 izgubili. Tistega dne se je na jezeru Banyoles vse sestavilo. Ja, moram reči, energija je bila že od samega začetka, že v bistvu takoj, ko smo se usedli že eno leto prej v čoln z Janijem, ker takrat smo imeli iste probleme, smo bili en let prej, pač nismo bili na svetovnem in tako naprej. Smo se takoj začutili in takoj smo vedeli, da v bistvu to je to. Tisti dan v bistvu je bilo pa v bistvu vse tako stopnjevanje samo do olimpijade, razne tekme, ki so bile vmes, so bile tudi odveslane, tako se zagre. In čutili se je tisti, da lahko nekaj naredimo, ampak še zmeraj smo bili malo bolj zadržani. Medtem ko tisti dan je bilo pa res tisto, ne vem, tista energija je kar prihajala vmes, ko smo veslali, pa kar šlo je, tako da vse se je v glavnem poklopilo od, ne vem, zdravja, od treningov, vse v glavnem. Jani Klemenčič, pobudnik in organizator srečanja, priznava, da mu medalja res veliko pomeni. Med četverico veslačev je bil tisti z najmanj izkušnjami. Je bil zaradi tega kaj bolj zaskrbljen? Ne, mislim, da sem bil najbolj sproščen od vseh, mogoče ravno zaradi tega. Mu sem pa ene 3 krasne fante zraven sebe, ki so mi pa vse to dajali, ki mi je manjkalo. In so me dobesedno potegnili noter v ta njihov razmišljanje, ki ga jaz še nisem imel, seveda, ker nisem imel še olimpijskih izkušenj in sem jim popolnoma zaupal in na koncu odgovornost je naredila svoje in smo pač osvojili to olimpijsko medaljo. Miloš Janša, dolgoletni slovenski selektor o takratnem uspehu veslačev. Celo zadevo sem jaz doživljal podobno kot veslači. Sej v bistvu počnemo pravzaprav eno in isto, samo z drugih zornih kotov, ne. Tako da, glede na to, da sta bile 2 medalje, ena je bila malo bolj pričakovana od druge, ne. Na koncu sta bile 2, tako da recimo je bilo potem tisto navdušenje popolno, ne. Vsaj za tisti čas. Tudi če bi rekel, danes je boljša bronasta, je boljša kakšna druga, to sploh nismo izbirali, ne. Tam, na jezeru Banyoles, se je začela pisati slovenska športna zgodba brez primere, ki sta jo s prvo zlato olimpijsko medaljo za Slovenijo v Sydneyju leta 2000 še nadgradila Luka Špik in Iztok Čop.